Lep pozdrav sem, jaz vas bom nekaj malo razgibal, pa mi povejte, dvignite roke tisti, ki ste primarno turisti. Pa mislim, da ste tukaj zelo v manjšini, a ne? Turistični delavci, no, tako. Okej, zdaj že popoldne pa lahko manj strokovno natančni izrazi. Se pravi, koliko se pa kulturnikov tle, tisti, ki ste primarno kulturniki? No, zmagate, a ne? Torej, moram nekako paziti, ker sem na spolskem teritoriju, jaz namreč konzument kulture in vidni kreator in snovalec turizma. No, tako. In če pogledamo zdaj, kaj želimo mi danes s takim dogodkom doseči. Čisto spraviti, da so vse skupine na nek skupni imenovalec, da bomo od tega eni in drugi čim več imeli. Kako se vam zdi, oziroma smo že tudi slišali, da turizem in kultura v Sloveniji sodelujeta? Načeloma neoptimalno, je tako. A bi kdo rekel, da smo? Razumemo se, razvijamo groundbreaking produkte in letimo v nebo. Ja? Neža, Ljubljana, okej, ki si izjema tam, mogoče. No, ne še. Nekako nismo se še nekako pokorektali, ne? Okej, zdaj se itak nismo videvali leto in pol, ampak dejansko tudi prej nismo bili glih, ki je zelo pokonektali, kot je prej Toma pokazal schemo Dunaja, ne, in ekosistema, kako je vse prepleteno. Okej, dejansko smo si bolj podobni, kot si mislimo. Ste videli tisti krog, ki ga je prej Sofija iz Dunaja kazala? Kako se vsi borimo za ciku gosta, isto. To je copy-paste variante, kako se hotel bori za gosta, je ista, v iste faze gre, kako se muzej bori za gosta. Torej, zakaj se že pri promociji in pri v bistvu proučevanju gosta, segmentiranju, nekako ne povežeta? Temeljni problem rak-rana slovenskega turizma, pa govorimo o tem, da ga bomo digitalizirali, pa naredili pametnega, je, da mi sploh nimamo nobenih podatkov. Mi ne vemo, kakšen gost k nam prihaja. Koliko gostov imamo danes v Ljubljani, trenutno, bomo zvedeli čez 3 dni, kakvi so pa njihovi interesi in dajmo reči, da kupne navade, potrošniške navadje, pa ne bomo zvedeli nikoli. Razen, če bomo odkupili te podatke in zbrali denar od Mastercarda, Vise in podobnih velikih playerjev, ki te podatke masno zaračunavajo. Ampak zaenkrat tega v Sloveniji še nimamo, še ne vemo, koga nagovarjamo. Torej, na celotni tisti prvi del kroga, kako nagovarja gosta, odpade tako v hotelu, kot v muzeju. Torej, še vedno nagovarjamo vse, ker ne vemo, kdo nam prihaja. Recimo. Potem, to je en vidik, zelo pragmatičen. Drugi vidik je, zakaj se mi ne razumemo, ne? Ker dejansko večina kulturnikov vas varuje in ohranja dediščino. In vaše temeljno poslanstvo je, da jo znate interpretirati in da skrbite za njo in za njeno promocijo. Kolikor hitro vi zavohate, da neki diši pri komercializaciji in potem, da bi mogoče malo iz te dediščine naredili McDonald's obrok, pa ga štancali in prodajali enemu turistu za drugim, vam začne to neznosno smrdeti. In začnete vihati nosove in gledate malo navzdol. Na kulturnike, mislim na turiste in na turistične delavce. In potem, kaj se zgodi? Nekako ne odgovarjate prav hitro na njihova povpraševanja, na njihove maile, niso nikoli prioriteta vašega delovanja. In potem, ko vas povabimo na kakšno delavnico razvoja produktov, nekako se vam zdi, da vam solimo pamet z nekimi poslovnimi modeli, pa z nekim marketingom, pa kaj bo to meni treba, če jaz varujem dediščino in sem strokovnjak na svojem področju, ne? Na drugi strani dvorane sedijo turistični delavci. Vsi hardcore marketinško napaljeni, pa bi prodajali, pa bi delali biznis. Pa si mislijo, joj, te proklemanski javni uslužbenci ne vidijo iz svoje pisarne in fikusa, ki ga imajo pred oknom. Kaj se potem zgodi? Potem pa imamo krovno strategijo Slovenske turistične organizacije. Slovenija, zelena, zdrava, aktivna, butična destinacija za 5-zvezdična doživetja in in sploh, ne? A je tako? In potem nam Tomo, ki piše novo strategijo, pove analizo, da slovenska 5-zvezdičnost in butičnost generira povprečno ceno nočitve 57 €. Kje smo zdaj? A
ali mi sami sebe farbamo, ali sami sebe ne verjamemo, ali drugače ne znamo. Ne vidimo. Ok. Potem kaj se nam pojavi? Potem pa začnemo, celo včasih pridemo za skupno mizo, pa začnemo govoriti, dajmo pa nekaj razviti, pa dajmo produkt razviti. Ok, potem se javi nekdo, pa reče, iz kulturne branže, pa reče, joj, to pa moramo mi vprašati naše sponzorje, ampak zdaj so malo vsi v krizi, po teh zaprtih pa itak nimajo denarja, pa nimajo posluha. Potem turistični delavec vpraša, pa zakaj bi ti to kdo sponzoriral, se to je vendar komercialni produkt. Ok, v budžetu ga nima ne eden, ne drug, od tistih sredstev, kar jih dobi, ali za okrevanje, ali pomoči države, ali ker država v inštitucijo vlaga, tako v muzej, kot neko promocijsko, destinacijsko organizacijo. In kaj se potem zgodi? Potem ugotovimo, da mi tudi sponzorstva razumemo na različen način. Turistični delavci iščejo investitorje, ki bojo hoteli imeti nek delež profita, ko bo produkt zaživel na trgu, muzealci oziroma kulturniki, pa nekako iščete mecene, sponzorje, oziroma če vam nek gospodarstvenik pomaga, bi ga najrajše plačali ne s honorarjem, ker pač to se ne spodobi, ampak mu boste dali eno sliko ali pa eno skulpturo ali pa nekaj takega, pa mogoče tisti mikrohonorar, kar ga še lahko iz budžeta stisne. Tudi v teh navadah in načinih poslovanja si nismo poenoteni. Mislim, jaz vam povem, jaz govorim iz lastne izkušnje. Moja mama je umetnostni zgodovinar in število slik, ki jih ima ona pod posteljo zložene, ker pač stene stanovanja niso dovolj velike, se nalagajo in se samo nalagajo in to že zadnjih 20 let. Honorarja pa ne vem, če v celi karieri zaslužila 5000 evrov. Z vsemi otvoritvami razstav. Ok, kaj potem lahko naredimo, da bi se bolj poistovetili in da bi se bolj razumeli? In seveda, ker prihajam iz univerze in mi se zanesemo na to, da so drugi znanstveniki v drugih državah bolj pametni in kaj bolj hitro in bolj učinkovito preučijo, kot mi sami. Pač jaz sem že generacija akademikov, ki ne piše lastnih učbenikov, ampak rajša študentom brati kaj tujega, da nimajo monoresnice, enodimenzionalne resnice sveta, kot ga jaz vidim. Pač pogledamo, kaj so že drugi ugotovili. In se ozremo na svet. Kaj je dejansko kultura v svetu? Daleč od tega, da je kultura samo skrbnik in varuh dediščine, ampak je kultura primarno nek gonik socialnih sprememb in nek krepilec in prodajalec življenjskega sloga modernega. Torej je vloga kulture drugačna. Vedno bolj je kultura gospodarska dejavnost. Vedno bolj se velike kulturne inštitucije zavedajo, da brez v bistvu proračuni se krčijo povsod, ne samo pri nas, ne glede na to, da bomo zdaj spet v obdobju zdravih velikih krav, ko bo Evropa nas napilala z nekim okrevalnim fondom, ne vse kulturnike in turiste. Ampak dejansko, če hočejo inštitucije iti v razvoj in v korak s časom, morajo vstopati v komercialne projekte. Komu je kultura privlačna? Kdo so tipični sponzorji v kulturi? Banke. Inštitucije, ki imajo najnižji ugled, želijo vlagati v kulturo, ker kultura v bistvu neutralizira njihove negativne eksternalije. Kultura je plemenita, dela na emocijah, nagovarja ljudi na nek bistveno manj primitiven način, kakor jih banka, ki jih odira s obrestnimi merami in s krediti. Se pravi, tipično razmerje gospodarskega sodelovanja med kulturo in gospodarstvom je razmerje muzej in banka. In tukaj je banka v vlogi sponzorja. Kaj dobi banka za to sponzorstvo? Pozitiven PR in dejansko pozitiven brand. Ok, če stopimo še korak dalje, kaj dobi turizem, če je načrtovan strokovno in skrbno in na način, da upošteva lokalno dediščino, je pa ne uničuje in hkrati zbira neka sredstva, da jo ohranja in nadgrajuje. Kaj dobimo iz tega? Nič druga kot to, kar vsi lajdamo, da bi mogli imeti, trajnostni turizem. Kakšna je razlika, če mene pelje en hojla vodnik z dežnikom po Parizu, ki se je naučil na pamet tisto zgodovino, basic, ki jo pač moraš se naučiti, da dobiš licenco nekega turističnega vodnika,
ali pa če me pelje po Parizu profesor kreativnih industrij, ki proučuje na Sorboni. A je razlika med tema dvema izkušnjama, ki jih bom jaz imel kot turist? Koliko bom pripravljen plačati za hojladra vodnika iz Collegium Mondial agencije, recimo, ki vozi mene in še maturante žurat? Koliko bom pa za tega profesorja iz Sorbone, ki ima popoldne, bog si ga varuj še NSP-a, ne? In si še malo dodatno služi za to, da je v stiku pač z ljudmi in v stiku z neko živo kulturo. Koliko bom pripravljen plačati? Jaz bi za onga, pa imam plačo javnega uslužbenca na budžetu univerze, ne najbolj bogate v državi. Za onga hojladra bi plačal za nek voden ogled po Parizu mogoče 200 € na dan, bi bil pripravljen odštet. Za tega, ta drugega, pa 200, ne? Brez problema. Če mi da točno tisto, kar želim. Ok, torej, kultura, če je pametno vtkana v turizem, lahko turizmu dviga vrednost. Spet, korak nazaj, kaj naredi? Bolj trajnostnega, a ne govorimo vse o tem. Skupina, ki bo šla s tem profesorjem v Sorboni, bo porabila glih to denarja, kakor cel bus nas bo 10, kakor cel bus 50, ki bojo šli s hojladra vodnikom, denarja. Verjetno bojo v restauraciji boljši jedli, ne bojo šli v McDonald's ali pa v supermarket si kupiti, ne? In od tega bomo dejansko kot destinacija vsi več imeli in manj bomo pritiskani na naše lokalne prebivalce ustvarili, na naše okolje, manj smeti bo na ta skupina kultiviranega turista za sabo pustila. Ok, zakaj še rabimo kulturo v turizmu? Česa turisti ne znamo? Pač turisti smo ostali na nivoju receptorja, vodnika, dajmo reči animatorja. Česa pa ne znamo? Mi ne znamo delati experienceov. Mi nismo podkovani v tem, da bomo nek turistični produkt znali A, lepo zdizajnirati, B, ga dobro oglaševati, C, posnet video z nekimi prvinami, dramaturgije, režije in konec koncev jaz tudi nimam glasu profesionalnega igralca, ki ga bom uporabil v videu, zato da bo pač nek slogan in promocijo oddelal. Torej vas rabimo. Govorimo o razvoju turističnih doživetij, experience economy. Experience economy je vodilna paradigma razvoja nekih turističnih produktov in kaj govori? Da smo gostje bistveno več pripravljeni plačati za doživetja. In da doživetja lahko ustvarimo samo tako, da potegnemo nekaj iz lokalne dediščine in kulture, iz okolja, kjer smo, nadgradimo s prvinami kreativnih industrij in to interpretiramo tako, da to lahko turistu prodamo. A vidite, cel krog, če želimo taka doživetja snovati, moramo vsi skupaj sodelovati. Zdaj pa, na kak način in s kakim poslovnim modelom. Kaj se nam je še zgodilo zdaj? Kar naenkrat nismo mogli potovati, ne? Pa tudi v muzeje nismo mogli hodili. Smo pa ugotovili, da so destinacije zanimive lahko, samo če predstavljajo svoje kulturne stvari in omogočajo neka virtualna vodenja po neki dediščini oziroma po nekih itinerarjih, tematskih produktih doživetij, ki bojo ljudi potegnila, da ko bo konc lockdowna, bomo lahko tja šli. Torej smo kar naenkrat, celoten turistični marketing je obvisel na vaših plečih kulturnikov. Ker dejansko nisi mogel reklamirati hotela, ko so bili hoteli zaprti. Tudi jaz nikamor ne grem zato, ker je tam en super hotela, ne? Ampak grem zato, ker hočem nekaj videti. In ko sem prizemljen v svoji dnevni sobi, 6 mesecev, in dejansko sem pred zaslonom, mi nek pobeg, če tudi je že pred zaslon, predstavlja samo neka dobro povedana, kulturno podkovana turistična zgodba. Torej tudi turistični marketing v celoti je obvisel tekom tega zaprtja in covida na vaših plečih, na kulturnih plečih. Zdaj, kaj ste pa vi z vidika vašega upravljanja naredili, z vidika vašega trženja? Ok, zdaj turizem ste rešili, po domače povedano, rit turizmu, a ne, da je imel kaj poročati, pa kaj promovirati, pa kaj drugega in tako ni mogel transakcij ustvarjati in kaj prodajati. Kaj pa zdaj? Zdaj so se pa turisti vrnili.
A ste imeli dober izkupiček od bon turistov v vaših inštitucijah? Ne, ker pač Slovenc v muzeje ne gre, ne? A smo šli šolo, toliko jih imamo na voljo, da smo že vse videli šolo tekom šolanja in potem še gremo enkrat s svojimi otroki, pa še enkrat z vnučki, ampak jih na dopust pa ne hodimo, da bi obiskovali lastne kulturne inštitucije, ne? Se pravi, tujih turistov niste imeli, oziroma jih je bilo manj. Kako, koga bomo zdaj nagovarjali in kako? No, in v svetu se je razvil v bistvu model kreativnega turizma. In kaj to je, danes smo že kar nekaj primerov slišali, Fiona je na začetku zadevo zelo dobro v bistvu postavila. In kako smo začeli? Začne se z čist tipičnim nekim umetnikom, ki svoj workshop prodaja turistu, ki si želi recimo naučiti slikati, ne? Pride za eno popoldne k umetniku, on ga nauči nekih tehnik, skupaj popijeta kavo, prigrizne ta piškot in ta turist nekako odide malo bolj bogat od tega, umetnik pa ima nadaljnih 50 evrov, v bistvu, ki jih lahko vloži za najem svojega ateljeja, v katerem ustvarja. Zdaj, problem je tukaj, kjera vrednost se je kreirala. Se pravi, za človeka, ki se je naučil nekaj veščine turista, je to neka intrinzična vrednost. On je bogatejši, njegov duhovni svet je bogatejši za neko izkušnjo, ne? Pa njegovo, ko bi šlo preko, pa neko veščino. Zdaj, kaj je vrednost, da drugač so vključili, ali se slabodite v tej instrumentalna vrednost, je vrednost, ki jo je dejansko smo jo omogočili tem umetnikom, ne? Načeloma, če nisi bil glih Picasso, kot umetnik, nisi glih lahko shajal in dejansko ne imel finančnih problemov na konec meseca, ne? Spravi, zdaj imamo, še super imamo te platforme, ljudje najdejo umetnike na internetu, a mnoge platforme poberejo neko provizijo, ampak dejansko pripeljejo nekoga k umetniku in ta umetnik ima lahko popularsko vrh, povedano, in nek dodatni vir zaslužka, ki ga prej imel. Ok, to je njegova instrumentalna vrednost, lažje se prebije skozi mesec. Ampak, a je to vse, kar lahko dejansko naredimo s kreativnim turizmom? Ne, mi želimo s kulturo transformirati in nekako urbano nadaljno razviti, ali pa tudi ruralno, neka območja. Mi hočemo s pomočjo kulture narediti neka območja bolj tako intelektualno bogata, tako marketinško privlačna, kot omogočiti boljše kakovost življenja pač lokalnih prebivalcev. Vse skupaj je spet v vidiku trajnostnega razvoja. In zdaj so se v svetu že uveljavili različni modeli, se pravi različne stopnje razvitosti kreativnega turizma. In dejansko temeljijo vsi na zelo produkcijsko zasnovanih poslovnih modelih. Zdaj, ker ste tukaj vsi zelo humanisti, vas ne bom mučil za detajli poslovnih modelov iz ekonomskih ved, ampak smo pogledali samo tisto, kar je tukaj ključno in pomembno. Se pravi, študije vidite so zelo nove, od 2019 do 2021, zelo aktualne. Zdaj, ko govorimo o slikarju, ki uči turista nekih veščin, je to kreativni turizem 1.0, se pravi najbolj osnovna oblika. Torej, tukaj smo že rekli, umetnik dobi instrumentalno vrednost, se pravi ima 50 evrov in nekako turist se nekaj novega nauči in nekako je nekaj vložil v svoj posebni razvoj. Dejansko je tukaj, gremo za neke transakcije 1 na 1, to še nima nekega velikega vpliva. Zdaj, tukaj smo začeli. Potem se pojavijo neki kreativni prostori, kreativne platforme in kjer se začne neka ta izmenjava med kulturo in turizmom malo bolj strukturirati in sistematično razvijati in spodbujati. Recimo, prostor, kjer smo, Mao center za kreativnost, deluje zelo po nekem principu platforme, a je tako. Prostora, ki povezuje enako misleče, kompatibilne ljudi in je tudi nas vse danes zbobnal sem. Skupnim ciljem, tako. Torej smo vsekakor že ujeli, stanje 2.0, ne? Tukaj smo zdaj Slovenci. Imamo platformo, se povezujemo, gradimo skupaj in kaj si želimo doseči. Institucija, kot je Mao,
si nas želi povezati v neko delujočo skupino ljudi, v neko mrežo, ki bo kreirala neke pozitivne učinke na družbo, na člane, na gospodarstvo, na državo kot celoto in na našo turistično ponudbo, a ne turistično kulturno ponudbo. Kaj bomo, ko bomo to realizirali? Bomo verjetno pridobili že na kakšnih številkah turistov. Tudi ni nujno, da bomo na številkah pridobili, še boljš bo, če bomo pridobili tiste turiste, ki jih želimo, spravi tiste, ki bodo dejansko manj svinjali in več trošili. Ne? To je potem zmaga za vse nas in to je recimo naš cilj, ko bo te konference konec. Ampak lahko naredimo še več. Se pravi, obstaja že tudi model 3.0 kreativnega turizma in sicer se tukaj vzpostavi zelo tvorno sodelovanje in iskanje sinergij med turističnimi ponudniki in kulturnimi ponudniki. Se pravi, platforma kot je CZK se je pognala, rodili so se projekti, razširili smo partnersko mrežo, vse skupaj ima nek velik vpliv in eni se začnemo učiti od drugega. In temu se reče, vrednost, ki tukaj nastane, je, da imamo neke cilje in kulturniki se učite od turistov in turisti se učimo od kulturnikov. In zraven ugotovimo, da smo nekje, pa vsi skupaj zelo ne, v bistvu, bogi in rabimo še finančnike, da bomo vse te naše izzive, da bomo vsem tem našim izzivom kos. Torej, vedno bolj sodelujemo in dejansko obseg našega posla, ki ga zaradi tega razvijamo, toliko lepih produktov, toliko dobre promocije, toliko uspešnega trženja in tega, da ko turist pride v en muzej, bo šel v drugega, kot smo slišali iz avstrijskega primera prej, ne? Toliko več bomo imeli nekega tudi ekonomskega učinka tukaj. Ok, ampak to še vedno ni vse. S čim smo pa zdaj ratali obsedeni? Zdaj pa si želimo, da so naša mesta in naše turistične destinacije cool, the place to be. Vsi si želimo iti v Rotterdam, vsi si želimo iti v Kreuzberg v Berlinu ali pa v Neukölln, ker je to pač cool soseska. Vsi si želimo piti aperitiv ob neki DJ performansu na rooftopu v Barceloni, ker je cool, ne? Kako bomo tudi kaj slovenskega naredili cool? Kaj Slovenci smo naredili cool? Ok, Ljubljana je ratala precej cool, glede na to, kakšna je bila, ko sem sprašal njo kot študent. Dajmo priznati tam tistmu povedati, kaj je. Pač Ljubljana je bila mesto, ki je čez vikende bilo mrtvo, polno avtov, dogajalo se ni glih kaj zlo, zdaj pa, ko vidiš bar sceno ob reki, pa ko vidiš odprto kuhnjo ob petkih, recimo čez poletja, ne? Dejansko je to cool mesto ratalo, vsaj do neke mere, ne? Ampak takih mest bi mi mogli imeti še več. Kaj je še cool? A je to vse zeleno, pa gozdički, pa gozdovi, pa reke, pa tako, a smo jih naredili cool? To je ista naravno danost, pa čista voda, kakor jo imajo Hrvati z morjem. Mi tukaj nismo nič kaj zelo naredili, a ne? Odlično to promoviramo, odlično to tržimo, smo se začeli že malo ponavljati, a ne? Pa bomo mogli počasno tukaj novega zmisliti. Ampak ja, zato mi nismo zaslužni. No, in dejansko spet raziskava narejena na Danskem, letos, na začetku leta, kaj dela mesta cool, kaj dela destinacije cool. In imamo tle faktorje. Morajo biti avtentični, ok, kdo je avtentičen pri nas? A imamo nek odgovor. Pač Kočevski Rob je absolutno avtentičen, ker je tak, kot je, ne? A je center Ljubljane avtentičen? Tukaj se že malo krešejo mnenja, ne? A je podaljševanje te cone, urejene turizma in peš cone dejansko avtentično? Ali je bila Trubarjeva malo lepša prej, kaj je bila po domačo povedano malo razfukana, ne? Pa je bila še grafit, kakor zdaj, kaj je polišt. Pa čaka sem še na Guccijev butik, ki ga pač kupna močno bom propeljal. Ok, kaj je uporniškega pri nas? Jaz pa mislim, da tle pa zmagamo. Slovenci smo pa PCT pogoji, da te mere doterali in se mu upiramo, da imamo najslabšo situacijo v Evropi. Mogoče bomo ratali cool zaradi tega. Kaj smo še uporniškega naredili? Kje smo rebeli? Metelkova je cool. No, Metelkova je cool, taka kakor je, jaz se že slišimo po načrtih, da je ne bo več, ne? Tako, ne vem, no? Ja. Ok, pa tudi, da je zelo uporniško Metelkova, tudi ne bi rekel, no, mogoče se je zelo liberalnih načel, ampak...
No, kaj je potem originalno? Ok, tukaj bi že znali neke zgodbe prodati, ne pa jih imamo. Recimo, kar je Dejan zjutraj predstavljal, neko opazovanje medvedov je bilo unikatno v svetu, je originalno. Ne? Hostel Celica, ko je bil zgrajen, je bil originalen. Povezal je kulturo, oblikovalce in turizem. Preden jih je kjerkoli hotel. En bogi hostel, kjer plačaš 20 € na noč, je zmogel to, kar celo slovensko hotelsko gospodarstvo še ni zmoglo do danes. Ustvariti art hotela. Nujno moramo imeti holdinga, ne? Da bo kreativno upravljal s hoteli. Mogoče me bojo zaprli po tej prezentaciji, upam, da ne. Ok, živahno, spet, živahna je Ljubljana. A je živahno Maribor? Žal ne. A je živahno Cerkno? Skozi bolj. Skozi bolj, ok. A je živahna Nova Gorica? Koper je živahno. Koper je živahno, ja. Od junija do septembra. Ja. Ok. Ok, kaj zdaj želimo narediti, ne? Če bomo... Misli prekiniti samo čas. Sem na času, ja, sej sem na koncu. Ja, ok. Kaj je the place to be, ne? Ko polnomočimo kulturo in turizem, da se povežeta, da prihaja vedno več nekih kreativnih duš v kraj in ko dejansko na družbenih medijih, lej si ga no, se to mesto začne pojavljati, oziroma ta destinacija, kot tista, ki je cool, ne? Ki zna provocirati, ki zna hoditi po robu in ki ima neke vsebine drugačne. In seveda, da ko kupim hotelsko sobo, me prisilijo, da grem v prvi muzej, iz prvega muzeja me prisilijo, da grem na Metelkovo in na Metelko mi povejo, da zdaj sem pa tak grešnik, da dejansko moram si dušo oprati šolno cerkev. Pol smo uspeli. In potem ne privabljamo zgolj samo kreativcev in kreativnih duš, ampak privabljamo v bistvu vse turiste. Mlade, potovalce življenjskega stila in zelene. Tudi zelene bomo uničili, vidite? Jih toliko pospešeno nagovarjamo. Tudi to bomo zaobjeli. Ok, ampak to pravi svet. Vidim, zdaj me še pointer prekinu. Ok. No in kaj se dogaja? Zdaj, jaz poznam vse te modele v praksi, mislim v teoriji. Odlično, obstajajo. Ampak letos so me poklicali, da svetujem z ekipo, Jaka je tukaj, študentska ekipa, mladih, nadobudnih ljudi, da svetujemo pri 2 evropskih projektih za razvoj kulturno-kreativnih vsebin za turizem. In do česa smo prišli? Prva stvar. Kolikor hitro pridemo v fazo trženja, marketinga, vlaganja v nek produkt, se pojavi omejitev, ne, mi smo javna inštitucija, tukaj nimamo predvidenih sredstev in dejansko to ni področje našega dela, akt o ustanovitvi nam tega ne omogoča. Ok, konec sva, ni več zabavno. Potem, ok, to o poslovnih angelih in podpornikih sem že povedal, se ne razumemo. Dejansko se ne razumemo še toliko, da bi se znali kaj zmeniti. Primer, vprašamo vodjo enega velikega muzeja v Italiji, kako ona sodeluje z turističnim gospodarstvom. Pa reče, odlično, 2-krat na leto mi 3 večji hoteli v mestu razdelijo letake za našo razstavo. Letaki so grozno učinkoviti v tem obdobju. Nekdo, ki pride v mesto eno noč spat kot poslovni potnik, bo sigurno hotel iti na razstavo keramičarske dediščine tega mesta. In dejansko, veste, koliko so receptorji motivirani, da letake promovirajo, če nimajo provizije, ne? Nič. Ok, odlično sodelovanje, v redu. Potem vprašamo enega mlajšega keramičarja, kako trži svoje krasne dizajnerske krožnike. Ja, sem odprl Instagram profil. Ok, kaj pa imaš? Ja, imam 200 sledilcev. A si slučajno kdaj šel do združenja hotelirjev tvoje regije in jim naredil predstavitev? In ponudil te svoje izdelke? Vsi top šefi, vsi butični hoteli iščejo lokalno keramiko. Nihče od naših sogovornikov še nikoli ni pristopil do njih. Kje je zdaj problem? V proviziji. V proviziji, tako. Ok. In nazadnje, če je že nekdo odprl Instagrama, je bil načeloma en mlad na začetku svoje kariere. Ali je direktor muzeja kdaj
poskusu nagovarjati mlajše turiste oziroma lokalne prebivalce? Ne. Ja, to bi pa lahko naša mlada garda naredila, ampak oni imajo zadolžitve za nekaj drugega. Ja, bojo pa to zdelali še zraven, tako, ko naredijo v svoj ših pa 5 projektnih prijav za evropske projekte spišejo, pa bojo pa še mali Instagrameri. Ne bo tako šlo, ne bo treba plačati za kakšno storitev profije, če bomo hoteli imeti kakšen učinek od nje. In dejansko pridemo do tega, da imamo študent turizma, je krasen konzultant lahko kulturni inštituciji, ki bi privabila več turistov. Digitalno je pismen, obvlada družbene medije, celo kakšen oglas sponzoriran in plačan, znan na internetu sprogramirati, ne? Ampak le kako neka taka inštitucija najame. Zelo težko. Razen v neko zastonjsko prakso in po 3 mesecih, ko glih neki v stvari gre. Naslednji sistemski problem. Ok, in do česa smo prišli? Da moramo en cel kup bypassov narediti, če želimo to sodelovanje ustvariti. In to je bil potem iz, v bistvu, kako bi človek rekel, izkupiček tega projekta, da je treba nujno vsako združenje kulture oziroma nekih muzejev, ki v neki dejavnosti na nekem zaključenem prostoru sodelujejo, morajo ustanoviti svoj nek spin-off, najboljšo nevladno organizacijo, ki ni podvržena vsem tem javnim omejitvam, v katero povabijo svoje podpornike, se pravi mecene, povabijo ključne deležnike iz turizma, ta glavnih parahoteljerjev, da vstopijo noter načeloma, oziroma neke DMO-je, in potem skupaj snujejo neke v bistvu komercialne vsebine. Zraven imamo celo community nekih umetniških ustvarjalcev, ne? Kaj bomo z njimi? Ok, uniki izdelujejo keramiko in so tik pred penzijo, verjetno ne bojo hodili po sejmih, pa ne bojo promovirali, pa izvajali delavnic za turiste in tako naprej. Torej, izluščimo mlajše jedro in jih opolnomočimo, da začnejo razmišljati o nekih prodajno naravnanih vsebinah. In tudi njih vključimo v ta dejanski spin-off, kjer imamo vse pomembne odločevalce, ki nam odpirajo vrata na občinah in ministrstvih, kjer imamo poslovno sfero, kjer imamo strokovnjake razvoja neke stroke, in kjer imamo same naše deležnike. In potem lahko snujemo proizvode, kot jih predlaga Museum Booster, kar smo prej slišali. Predtem, dokler smo pa vsi varno v svojih okoljih in službah in Center za kreativnost nima časa, da nas preganja 24 ur na dan, 365 dni v letu, pa nekako mi ne uspemo sodelovati. Tako da, to je to.